O novem zakonu o Sovi, portal Kočrta je objavil, da se jim precej razširajo pristojnosti. Takega zakona uradno trenutno še ni. Obstaja nek osnutek, to smo tudi vprašali, ki v tem trenutku ni še v nobeni niti vladni proceduri in z njim se bomo resno ukvarjali takrat, ko bo pač dan na mizo in ko bo lahko uradno predmet obravnave. Vsekakor pa tisto, kar je bilo predstavljeno javnosti v taki obliki, zagotovo z naše strani ne bi doživelo podpore. Mi smo izrazili pričakovanje, da bomo kot komisija vnaprej lahko dali določene pripombe še v okviru vladne procedure in pa seveda, da bo to predstavljeno tudi poslanskim skupinam in v največji možni meri usklajeno, ker gre za temeljna vprašanja spoštovanja, varovanja človekovih pravic in svoboščin vseh državljank in državljanov in gre za izjemno pomembno materijo, ki odpira številna varnostna in druga vprašanja. Recimo, praktično nobena država ne združuje kontraobveščevalne dejavnosti, ki zajema torej tudi državo samo, z obveščevalno dejavnostjo, torej s tistim, kar se dela v tujini. Recimo v Ameriki je za kontraobveščevalno dejavnost pristojen FBI, za obveščevalno pa vemo CIA in v svojem delu tudi NSA. Potem so tukaj številna vprašanja pristojnosti, kdo odobri posamezno dejanje, katere metode se lahko uporabljajo. Po vsem tem pa, kot rečeno, bomo podrobneje spregovorili takrat, ko bomo imeli nek uraden osnutek, ki ga bomo lahko tudi uradno obravnavali. Gre za osnutek, kot ste rekli, ampak neka smer pa se nakazuje, ne? Kaj bi si vlada želela početi s Sovo. Bi si vi, glede na te načrte, želeli, ne vem, da ima vaš KNOVS več možnosti nadzora, če bo do tega prišlo, do teh širitev pristojnosti? Zmeraj se morate zavedati, ne, da je problematika modernega sveta, da po eni strani moramo zagotavljati varnost, kar pomeni, da morajo biti dostopne ustreznim službam tiste metode in sredstva, ki so dejansko v interesu javnosti, zato da zagotovijo varnost, da izsledijo teroriste, da izsledijo osebe, ki se hočejo ukvarjati s težkim kriminalom in preprečijo škodljive posledice, da zagotovijo varnost ljudem. Po drugi strani pa ima seveda ta še drugo plat medalje, da ob tem pa nikakor ne sme priti do sistematičnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh državljank in državljanov, kajti na koncu velja zmeraj tisto, kar je že pred več stoletji rekel eden od očetov ameriške ustave. Kdor se v imenu večje varnosti odpove svoji svobodi, bo na koncu ostal brez obojga.